Kaj se zgodi, ko glas, ki ga poznamo in mu zaupamo že skoraj 100 let, naenkrat postane središče hudega spora? No, to ni samo neka teorija, to je realnost, ki je doletela Radiotelevizijo Slovenija. V tej analizi bomo pogledali, kaj točno se je zgodilo in zakaj. Vse je doseglo vrelišče leta 2022. Takrat je RTV Slovenija dobesedno obstala zaradi stavke. Ampak pozor, to ni bila klasična stavka zaradi plač ali pogojev dela. Ne, šlo je za nekaj veliko večjega. To je bil pravzaprav klic na pomoč, klic novinarjev in zaposlenih, ki so se borili za samo bistvo svojega dela, za neodvisnost. In tukaj se postavi ključno vprašanje, kaj ne? Kako je mogoče, da se ena tako ugledna, skoraj stoletje stara institucija znajde v takšni krizi? Da bi to razumeli, se moramo potopiti globlje, pogledati moramo ozadje dogodkov in razumeti, kaj RTV sploh je. V redu, začenjamo s prvim delom RTV pod pritiskom. Poglejmo si dogodke, ki so zanetili ta požar in pripeljali do odprtega spora znotraj hiše. Poglejmo si tole časovnico. Vse skupaj se je začelo valiti januarja 2021 z imenovanjem novega generalnega direktorja. Stvari so se hitro zaostrile. Že avgusta je bila razrešena direktorica televizije, poteza, ki jo je sodišče kasneje mimogrede razglasilo za nezakonito. To je seveda dvignilo ogromno prahu. Do maja 2022 je bilo stanje tako napeto, da so zaposleni organizirali prvo opozorilno stavko. Ampak to je bil šele začetek. Do septembra je vse skupaj eskaliralo v obsežno stavko, ki je celo prekinila oddajanje informativnih oddaj. Resna stvar. Ampak, da bi zares razumeli, zakaj je ta konflikt tako pomemben, se ne moremo osredotočiti samo na zadnjih nekaj let. Moramo iti nazaj, daleč nazaj. Poglejmo si zgodovino te hiše, ki je pravzaprav glas naroda. Zgodovina RTV-ja je praktično zgodovina Slovenije v malem. Vse se je začelo leta 1928 z Radiem Ljubljana. Potem, med drugo svetovno vojno, v najtemnejših časih, je tu bil ilegalni radio Kričač, glas upora. Leta 1958 je zgodil nov čudež. Prišla je televizija, ki je delovala v sklopu jugoslovanske mreže. In potem seveda prelomno leto 1990, ko se je v pričakovanju neodvisnosti zavod preimenoval v RTV Slovenija. Res, steber naroda. Poglejte to številko. 23. Morda se zdi samo številka, ampak ni. Za njo stoji neverjetna zgodba. To je število skrivnih lokacij, s katerih je oddajal Kričač, da se je izmikal okupatorju. Predstavljajte si ta pogum. To je simbol upora, ki je, lahko bi rekli, zapisan v sam DNK te hiše. In evo, še enega čudovitega detajla, ki pove vse. Klic kukavice. Vsi ga poznamo, kaj ne? Ta zvok pred novicami na Radio Ljubljana, oziroma danes Radio Slovenija. Uporabljajo ga že od samega začetka, od leta 1928. To ni samo zvočni logo, to je del našega kolektivnega spomina. Zvok, ki povezuje generacije. No, po tem kratkem skoku v zgodovino pa se vrnimo v sedanjost. Poglejmo si, kaj RTV Slovenija je danes, kakšna je njena struktura in, kar je najpomembnejše, kakšno je njeno poslanstvo. Tukaj je ključna stvar, ki jo moramo razumeti. RTV Slovenija po zakonu ni profitno podjetje. Njena naloga ni ustvarjanje dobička. Njeno poslanstvo je služiti javnosti, vsem državljanom. To pomeni, da mora ustvarjati vsebine za vse, tudi za manjšine in Slovence po svetu, ne glede na to, ali so te vsebine komercialno zanimive ali ne. In ta duh se odraža tudi v njihovem logotipu. Tega fantiča s piščalko poznamo vsi. Ampak morda ne veste, da gre za znameniti kip deček s piščalko kiparja Zdenka Kalina. Popoln simbol za hišo, katere ena glavnih nalog je ravno kultura. Dobro, ampak kako se vse to financira? Večinoma, kot vidimo, iz RTV prispevka. In to je res pomembno. Zakaj? Ker ta model omogoča neodvisnost. Če si financiran strani vseh državljanov, potem služiš vsem državljanom, ne oglaševalcem, ne določenim interesnim skupinam. Vsaj tako naj bi bilo v teoriji. In poglejte si ta obseg. To ni samo televizija in radio, to so 3 nacionalni TV programi, 3 radijski, pa regionalni centri, programi za manjšine, pa seveda spletni portal MMC. A to še ni vse. Imamo še simfonični orkester, big band, celo lastno založbo. Skratka, RTV je res ogromen organizem in daleč od tega, da bi bila samo informativna hiša, je pravi steber kulture. Dobro, zdaj, ko razumemo, kako velika in pomembna je ta inštitucija, se lahko vrnemo na začetek, na tisto bitko za neodvisnost.
Kaj točno se je dogajalo znotraj hiše? Imeli smo torej dve strani, ki sta si stali nasproti. Na eni strani vodstvo, ki je imenovalo nove urednike, tudi če se zaposleni s tem niso strinjali. Spreminjali so uveljavljene informativne oddaje, na drugi strani pa odziv. Zaposleni in kritiki so v tem videli politični pritisk, sledili so protesti, stavke in celo dramatični dogodki, kot je bil tisti znameniti odhod vodje opozicije iz studia med predvolilnim soočenjem v živo. In tu pridemo do bistva. To ni bil samo nek spor o tem, kdo bo urednik Dnevnika. Ne, novinarji so to dojemali kot temeljni boj. Boj za dušo javnega servisa. Vprašanje je bilo čisto preprosto in hkrati usodno. Ali bo RTV služil javnosti, ali pa bo postal orodje politike. In s tem pridemo do konca. Zgodba RTV Slovenija pravzaprav ni samo slovenska zgodba, je opomin, da je boj za neodvisne javne medije, boj za srce demokracije. In to vprašanje, ki se postavlja danes v Sloveniji, si postavljajo povsod po svetu. V času, ko je vse bolj politično polarizirano, kako naj javni servis sploh še izpolni svoje poslanstvo in služi vsem, neodvisno? Odgovor na to bo v veliki meri krojil našo prihodnost.